Liricon Fest 2024. Festivalne nagrade, častni ambasadorski naslov ter plakete bodo letos podelili župan Mestne občine Velenje Peter Dermol, predsednica uprave ustanove Velenjska knjižna fundacija Karmen Grabant, ustanovni pobudnik in večletni vodja Liricon Festa Velenje Ivo Stropnik, mednarodno Pretnarjevo nagrado oziroma ambasadorski častni naslov pa tudi Mojca Nidorfer, vodja programa slovenščine na tujih univerzah pri Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani, in Zvonka Pretnar, sestra Toneta Pretnarja, po katerem je poimenovana mednarodna Pretnarjeva nagrada, ki od leta 2004 podeljujemo na Liricon Festu v Velenju ambasadorju poezije, slovenske književnosti in jezika po svetu. Prisrčen pozdrav prijateljem mesta Velenje, prisotnim Liricon Festovim laureatom iz preteklih let in drugim književnim gostom. Med letošnjimi gosti pa še posebej finski pesnici Vilji Tulji Hutarinen, ki jo je za letošnji Liricon Fest prevedel Klemen Pisk, in slovaškemu pesniku Marjanu Milčaku, ki sta ga za letošnji Liricon Fest prevedla Špela Sevšek Šramelj in Miha Kragel. Pozdrav direktorici knjižnice dr. Toneta Pretnarja Tržič, gospe Marinki Kenk Tomazin. Pozdrav županu Mestne občine Velenje Petru Dermolu in drugim predstavnikom Mestne občine Velenje. V prvi vrsti pa seveda najprisrčnejši pozdrav letošnjim dobitnikom Liricon Festovih nagrad ter za dvoletno obdobje 2024-2025 nominiranim za osrednjo Liricon Festovo nagrado Velenica čaša nesmrtnosti za vrhunski 10-letni pesniški opus, ki ste 3 sončno deževne dni, dragi in cenjeni gostje mesta Velenje, ki je tudi z Liricon Festom že 23 let naklonjeno književniški ustvarjalnosti, z Liricon Festom predvsem pesniški in potopisni besedni umetnosti. V letošnjo slavnostno akademijo nas bo pred podelitvijo Liricon Festovih književnih nagrad s krajšim kantavtorskim koncertom uvedel Peter Andrej zasedbo. Peter Andrej je znan slovenski kantavtor, glasbenik in producent, med drugim največjega slovenskega festivala kantavtorstva Kantfest, s svojimi in uglasbenimi pesmimi Eluarda, Lorke, Brehta, pa seveda številnih slovenskih pesnic in pesnikov, je v svojih nastopih kot kantavtor že večkrat obredel Lent, Cankarjev dom, Borštnikovo srečanje, Kud France Prešeren, Trst ter mnoge druge odre. Ob današnjem zaključku 23. festivala liričnega in potopisnega občutja samo za vas Peter Andrej, Dejan Berden in Matjaž Dajčar. Uživajte. Dober večer. Naslednjem vesolju morda srečamo svojo podobo in spregovorimo o stvareh, ki smo zamolčali. Morda odkrijemo, kdo je bil senca, oko v ključavnici, ko smo polnili zlate skrinje z lažmi. Pozebile ulice se bodo talile in ve bodo slekle,
ledene liste od sonnoga ozvezdja v naslednjem vesolju, v naslednjem vesolju, v naslednjem vesolju. Lahko pa molčimo, kletko odpremo in izpustimo vse besede iz prsi nazaj v divino in poletimo v tišino, neskončno modrino, se pretopimo pod sonnoga ozvezdja v naslednjem vesolju, v naslednjem vesolju, v naslednjem vesolju. Ja, ta se bo vrnila, da jo brišemo ločila. Zemlja ima eno stranico zaprto, univerzum leži v travi z rokami pod glavo, v naslednjem vesolju. V naslednjem vesolju. Ljubav postoji, ljubav postoji, slišimo admirala. Hvala. Janko Glazer, moj rojak, ker sem iz Ruš, dolga leta živel v Glazerjevi ulici, se je zapisal v slovensko zgodovino poezije najbolj s to pesmijo Ciproš, ki ga nekako definira. Po nekem naključju sem jaz v glasbi kar nekaj njegovih pesmi, no in ta Ciproš je ena od teh. Ko Ciproš zacveti, so naše frate rdeče, tako iz rane speče, pokaže, kdaj se kri
kjer rasel, zelenel je gost, dreves košatih. In ptic v njem nad krilatih je zbor brezskrben pev, ker bučal je vihar skozi veje in vrhove in poln moči njegove bil svete vsaka stvar. Tam frata zdaj leži. Le ciproš cvete, rdeče, kakor iz rane speče, pokaže, kdaj se kri. Hvala. Z Eriko Vog sva tu že enkrat nastopala. Z njo sva tudi precej sodelovala in sicer posnela kar nekaj materijala, izdala 2 CD-ja in ena pesem iz teh CD-jev je Biti v rodu. Biti v rodu, zrelo travo, po izobčenih predelih, biti v rodu, zlato mašo rož, od sonca ponorelih. Biti v rodu, z milo ptico nad prepadnimi rovoji, in s tesnovo tesnih curkov kapne vode po žlebovih. Staroslutnja o gospodstvu neumljivega v vesolju, s čalnim prtom, smrtnim krčem, razpuščenim v svetem olju. Biti, biti v solni zemlji, plodni sok in slina etka, biti v rodu vse do konca in potem biti, biti v solni zemlji, plodni sok in slina jedka,
biti v rodu vse do konca in potem spet od začetka. Spet od začetka. Spet od začetka. Hvala. Charles Baudelaire je bil pa moj favorit iz srednje šole. Zaradi njega sem se naučil kitaro igrati, zato ker mi je bila pesem Sorodnosti oziroma Correspondances me je tako obnorela in sem rekel, da jaz tega ne bom recitiral, ampak to moram s kitaro špilati. No, dosti let kasneje sem potem res začel in sem enkrat to pesem v glasbo. In je zdaj tule pred vami. Živi stebri, spregovorim besede pol zastrte, skozi gost simbolov človek gre vse dni in znanenih oči so vanj uprte. In ko me dojede sredi gostin zvon, kakor svetloba in kot noč prostran se druži barva. Zvoni in glasovi. Zvoni kot otroška pot mladi, blagi kot oboan, kot vrt zeleni. Drugi bogati, zmagoviti zli, stvari neskončnim dihom prepojeni, ki v ambri in muškatu trepeta, bojočo žaru čutov. Duha.
so oni, kot otroška pot mladvi, blagi kot oboa, kot vrt zeleni. Drugi bogati, zmagoviti zli, stvari neskončnim dihom prepojeni. Ki v ambri in muškatu trepeta, pojočo žaru čutov. In duha, pojočo žaru čutov. In duha, Hvala. Zaljubljena, to je pa Paul Eluard napisal. Ena tanka knjižica njegova, Nebo je modro kakor oranža. In noter je bila ta pesem Zaljubljena. Na mojih vekah stoji, lase ima v mojih laseh, obliko moje roke ima in barvo mojih oči. Pogreza se v mojo senco kot kamen v nebo. Oči ima zmeraj odprte in spati mi ne pusti. O belem dnevu sonce od njenih sanj izhlapi. In jaz se jočem in se smejem. Jočem in smejem.
in jaz se jočem in se smejem, nič nimam povedati. Govorim. Hvala Petru, Andreju in kolegoma za glasbeno uverturo. Pozdrav nagrajencem 23. Liricon Festa, ki jih bomo zdaj povabili na Liricon Festov Olimp. Liricon Fest Velenje v organizaciji Velenjske predstavlja in popularizira umetniško literaturo 21. stoletja, vzpostavlja in širi mednarodna sodelovanja, zlasti z izvirno in prevedeno novejšo poezijo ter premišljevanja o spoznavni in kritični vlogi umetniške literature v evropski družbi in širše. Liricon Fest združuje večletne književne projekte, izvirne in prevodne objave, predstavitve, branja, debatna literarna omizja in refleksije, mednarodna sodelovanja in gostovanja, nagrade in prireditve ter rezidenčna bivanja, s katerimi se je v dosedanjih 23 letih predstavilo v Velenju že več kot 1000 uveljavljenih in uveljavljajočih se evropskih in drugih književnih ustvarjalcev, prevajalcev, strokovnih interpretov, urednikov, mednarodnih posrednikov slovenske literature in jezika drugim narodom, organizatorjev mednarodnih književnih festivalov in drugih poznavalcev ter spremljevalcev umetniške literature 21. stoletja, zlasti novejše poezije ter od leta 2017 programsko pridruženega slovenskega potopisa. Od letos dalje pa očitno festivalno izbrano tudi žlahtne slovenske kantavtorske glasbe. Na nocojšnji slavnostni akademiji bomo podelili že 21. mednarodno Pretnarjevo nagrado s častnim naslovom Ambasador poezije slovenske književnosti in jezika. 18. prevajalsko plaketo Lirikonov zlat za vrhunske festivalne prevode iz novejše evropske poezije. 8. vseslovensko literarno nagrado Krilata želva za najboljši slovenski literarni potopis preteklega leta. Ter 19. vseslovensko književno nagrado Velenica čaša nesmrtnosti za vrhunski 10-letni pesniški opus za odrasle v 21. stoletju. Izbrane refleksije na temo letošnjega Liricon Festa, novo ustvarjalni literarni okusi v slovenski poeziji in literarnem potopisu 21. stoletja, ter dodatno za kantavtorske sladokusce spotik ob upesnjeno glasbo, bodo predstavljene v pofestivalnem dokumentarnem videu in pofestivalni antologiji Liricon 21. K pozdravnemu nagovoru in podelitvi Liricon Festovih nagrad in priznanj za leto 2024 vabim Petra Dermola, župana Mestne občine Velenje, večletnega glavnega pokrovitelja Liricon Festa. Hvala lepa. Najprej mi seveda dovolite, da prijazno pozdravim vse naše goste, ki ste prišli od drugod. Welcome also our guest from abroad. Lahko rečem, da je izjemno počaščeno in ponosno biti seveda župan nekega mesta, v katerem se trudimo razvijati različna področja, ne samo kulturo, ne samo šport, ne samo gospodarstvo, ampak pravzaprav vse to, kar v Velenju živimo, kar čutimo in kar konec koncev tudi ustvarjamo. Književnost, kultura, umetnost, vse to je del našega vsakdana. Pa ne zaradi, bom rekel, mene kot župana, ne zaradi sedanje generacije, ampak konec koncev zaradi mnogo
uspešnih, pomembnih kulturnikov, umetnikov, ki so v preteklosti seveda tukaj kreirali to podobo in to zgodbo. In zato sem seveda počaščen in hvaležen tudi Ivotu Stropniku, da konec koncev že sedaj 23. leto zapored ustraja in nenehno znova nadgrajuje zgodbo Lirikonfesta, ki ne samo, da je dodobra prepoznana tukaj v lokalnem okolju, ampak tudi širše. To je za nas izjemnega pomena. Pomembno je pa tudi konec koncev zaradi tega, če že danes pogledamo zgodovino našega mesta ali pa zgodovino naše države, seveda je bilo ogromno pomembnih misli v preteklosti izrečenih, pa mogoče ta niso vedno bila zapisana. Nekatera so bila, druga ne. Bilo je mnogo dejanj, katera seveda se včasih spomnimo, spet drugič ne, mnogo čustev, ki so s časoma zbledele, ampak vse tisto, kar se je pa konec koncev skozi zgodovino in danes zapisalo v tudi književnih notah, je pa del naše sedanjosti. Del tiste zapuščine, ki jo konec koncev imamo in preko katere lahko tudi prepoznamo, kdo pravzaprav smo in tudi kaj smo v določenih obdobjih naše zgodovine, pa tudi naše sedanjosti počeli, kaj smo si mislili in kaj smo čutili. In če kaj je to seveda v teh čudnih časih, negotovih časih, v katerih živimo, to izjemnega pomena. Da zapisana beseda, zapisana misel seveda ustane zavedno, seveda v lokalnem ali pa tudi širšem okolju. In da bodo tudi tisti, ki prihajajo za nami, lahko iz teh besed razbrali vse tisto, kar mi danes živimo in kar danes čutimo. Zato Ivo Stropnik, ekipa in seveda vsi literati, iskrena hvala za vaš doprinos, ki ste ga v preteklosti in tudi danes dajali ne samo našemu mestu, ampak konec koncev naši identiteti, naši državi. Z veseljem vas bomo podpirali tudi v prihodnje. Vem, da si bo Ivo Stropnik te besede zelo dobro zapomnil in da bo kmalu dobil kakšno novo idejo. Ampak vedno znova, ko je seveda Ivo potrkal na vrata, sem vedel, da bo neka nova ideja, bo kakšen nov predlog in vedno znova smo najdli skupno besedo za to, da smo seveda tem predlogom in tem idejam tudi uslišali in da smo skupaj naredili eno zgodbo v dobro ne samo nas, ki smo tukaj zbrani, ampak v dobro naše skupnosti. In želim si še veliko uspešnih in lepih in prijetnih takšnih in podobnih zgodb. Hvala lepa. Hvala za pozdravne besede županu Mestne občine Velenje Petru Dermolu, ki bo skupaj z vodjo Lirikonfesta Ivom Stropnikom in drugimi častnimi podeljevalci podelil letošnje Lirikonfestove nagrade in priznanja. V letu 2024 so lahko književni prevajalci sodelovali na festivalnem razpisu 23. Lirikonfesta s prevodi iz kateregakoli evropskega jezika v slovenščino in sicer iz novejše poezije za odrasle dveh živečih avtorjev. Strokovna žirija je za letošnje festivalno prevajalsko priznanje Lirikonov zlat 2024 izbrala najtehtneje prevedene pesmi štirih avtorjev, dvakrat po 100 verzov, v prevodu 3 prevajalcev, med njimi 2 v prevajalskem tandemu. Dobitniki prevajalske plakete Lirikonov zlat 2024 so Klemen Pisk, ki je iz novejše finske in litovske poezije za odrasle v slovenščino vrhunsko prevedel festivalni zbor pesmi Vilje Tulje Hutoraninen in Kristine Tamulevičjute. Ter skupaj prevajalca Špela Sevšek Šramelj in Miha Kragel, ki sta iz novejše slovaške poezije za odrasle v slovenščino vrhunsko prevedla festivalna izbora pesmi Katarine Kucbelove in Marjana Milčaka. Prevajalce, dobitnike prevajalske plakete Lirikonov zlat vabim na oder. Klemen Pisk je prevajalec, pisatelj, pesnik in glasbenik. Prevaja iz poljščine, finščine, litovščine, češčine, lužiške srbščine, angleščine, ruščine in hrvaščine. Študiral je slovenščino, ruščino in primerjalno slovansko jezikoslovje na Filozofski fakulteti v Ljubljani in poljščino v Varšavi.
V slovenščino je prevedel preko 30 del, predvsem iz poljščine in baltskih jezikov, namenjenih najmlajšim, mladim odraslim in odraslim. Leta 2021 je prejel mednarodno prevajalsko nagrado svetega Hieronima, ki jo podeljujeta Ministrstvo za kulturo Republike Litve in Društvo litovskih književnih prevajalcev za prevode iz litovščine. Je avtor več leposlovnih del, pesniških zbirk, kratke proze, romana. Občasno piše tudi literarne kritike. Špela Sevšek Šramelj je raziskovalka, predavateljica in prevajalka slovaške književnosti. Zaposlena je na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani. Prevaja slovaško prozo 20. stoletja. Posveča pa se tudi prevodom poezije, mladinske književnosti in dramatike. Področje njenega raziskovanja so prav tako slovensko-slovaški kulturni odnosi, kritika prevajanja v zadnjem času pa se posveča prevajanju korespondence z začetka 20. stoletja. Miha Kragelj je raziskovalec in prevajalec slovaške kulture in književnosti, živi in ustvarja na Slovaškem. S prevodi slovaške poezije je sodeloval pri prevajanju zbornika prevodov slovaških avtorjev. Posveča se raziskovanju slovensko-slovaških kulturnih odnosov v 20. stoletju. Čestitke dobitnikom festivalne prevajalske plakete Lirikonov zlat 2024, Klemenu Pisku, Špeli Sevšek Šramelj in Mihu Kraglju. Ker niti sami Levrati ne vedo, kaj pomeni ta deščica. To je zelo star kos hrastovega lesa, doge, na njem je pa certifikat, da je v Velenju Levratom posajeno tudi visoko rastoče drevo. Velenje je letos nosilec Evropskega zeleni list naziva in vsem nagrajencem od leta 2021 zasadimo tudi drevo. Danes nam žal vreme ni uspelo, ker Miši Bajker, kolega, je to z drevesom sicer interpretiral. Drevesa smo kljub včerajšnjemu vremenu zasadili, to so visoko rastoči topoli in ko se vremena Velenju in Kranjcem zjasnijo, vabljeni spet v Velenje, da vam jih poklonimo, jih zalijemo dostojno in jim nazdravimo, kajti z nekim imenom bodo rasla v poklon in vrhunski slovenski poeziji. Osmič podeljeno vse slovensko festivalno nagrado Krilata želva za najboljši slovenski knjižno objavljen literarni potopis preteklega leta prejme slovenski potopisec Marjan Rajšp za potopis Doseg bega. Tudi letos je nagrada Krilata želva denarna 1500 evrov.
Delo Marjana Rajšpa Doseg bega se kot literarni potopis spretno poigrava z bralstvom. Protagonist Romar se zaradi zvina odpove klasičnemu romanju do vedno bolj skomercializirane poti do Santiaga de Compostela. Postane slehernik, ki se bojuje z dekadenco. Ljubezen, alkoholizem in preračunavanje z lastno preteklostjo so trije glavni mejniki, s katerimi se Loko vsak dan sooča. A to še ni vse. Pretočno srečevanje z ostalimi popotniki ga zaznamuje stereotipi in predsodki, ki se jih pač nihče ne more otresti. Tudi če se tehta dušo ob duhovniku in dveh mogočnih sopotnicah. Marec ali Magdalena, pomlad ali razuzdanost sta dve odločitvi popotnika, ki je zastal na točki, iz katere ne more ne fizično, ne mentalno. Beg ni mogoč. Poškodovana noga je lahko simbol nemoči ali usmiljanja. Kaj bo izbral protagonist, je nenehno povpraševanje avtorja. Rajšp ne posega po klišejskih spreobrnjenjih. Protagonist, klasični junak življenja in neklasični Romar v običajnih takih delih. Ironija je žlahtna, jezik sočen, razmisleki in pomisleki pa lokalno globalni. Brez zadržkov, da se nekoč lahko začne beg. Literarna stvaritev Doseg bega avtorja Marjana Rajšpa si zasluži potopisno nagrado Krilata želva navkljub kršenjem klasičnega žanra potopisa in dosega popotne točke. Gre za žanrski način literarnega potopisa, kar se kaže v poljudnosti, jeziku, humorju in popotništvu. Že 21. v Velenju podeljeno mednarodno Pretnarjevo nagrado, častni naslov ambasador poezije slovenske književnosti in jezika, ki jo letos prejme slovenski pisatelj, literarni zgodovinar in književni prevajalec, izredni profesor dr. Miran Košuta. Dr. Miran Košuta je književnik in glasbenik, rojen v Trstu in živi v Svetem križu pri Trstu. Leta 1979 je maturiral na klasičnem liceju Franceta Prešerna v Trstu. Leta 1984 pa je diplomiral iz slovenščine ter primerjalne književnosti in literarne teorije na Filozofski fakulteti v Ljubljani. Pisati je začel že v dijaških letih. Objavlja tudi eseje, kritike, razprave in spremne študije. Krpanova so, Bartolova dramatika. Glasbeno pot je nastopil na šoli v Trstu, ko je pričel obiskovati študij klarineta. Je izredni profesor slovenske književnosti na Filozofski in leposlovni fakulteti Univerze v Trstu. V letih 2006 do 2008 je bil predsednik Zveze društev Slavistično društvo Slovenije. V slovenščino je prevedel več del italijanskih avtorjev, v italijanščino pa med drugim poezije Franceta Prešerna. Profesor Miran Košuta je zaslužen tako za trajnejše več desetletne prispevke pri mednarodnem slovensko-italijanskem čezmejnem povezovanju in uveljavljanju slovenske literature in jezika v italijanskem kulturnem prostoru, kot tudi za izjemne dosežke v zadnjih letih, tako na pedagoškem, raziskovalnem kot umetniškem področju. Med slednje sodi predvsem vrhunski prevod Prešernove zbirke poezije v italijanski jezik. Prevod odlikujeta svež, sodoben, ritmičen jezik, obenem pa prevajalski pristop, ki dosledno prenaša duha Prešernove poezije v formo italijanskega jezika. Na ta način je slovenskega pesniškega klasika približal sosednji italijanski kulturi, ki je še vedno premalo seznanjena s slovensko klasično in sodobno književnostjo. Na 23. Lirikon Festu v Velenju pod glavnim pokroviteljstvom Mestne občine Velenje in Javne agencije za knjigo Republike Slovenije podeljujemo mednarodno Pretnarjevo nagrado 2024
osrednjo slovensko zahvalo s častnim naslovom ambasador poezije, slovenske književnosti in jezika, slovenskemu pisatelju, literarnemu zgodovinarju in književnemu prevajalcu, izrednemu profesorju dr. Miranu Košuti za pomembne prispevke pri mednarodnem slovensko-italijanskem čezmejnem povezovanju in uveljavljanju slovenske literature in jezika v italijanskem kulturnem prostoru, za vrhunske književne prevode med sosedskima kulturama, za kulturotvorno neomajenost v slovenskem manjšinskem prostoru v Italiji. Pretnarjevo nagrado oziroma častni naslov ambasador poezije, slovenske književnosti in jezika bodo dr. Miranu Košuti podelili ob slovenski himni ter v imenu Lirikon Festa slovenskih pesnikov, slovenske književnosti in jezika, župan Mestne občine Velenje Peter Dermol, predsednica uprave ustanove Velenjska knjižna fundacija Karmen Grabant, ustanovni pobudnik in večletni vodja Lirikon Festa Velenje, pesnik Ivo Stropnik, Mojca Nidorfer, vodja programa Slovenščina na tujih univerzah pri Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani in Zvonka Pretnar, sestra Toneta Pretnarja, po katerem se imenuje nagrada. Čemu pesniki in tem bolj ambasadori poezije, književnosti v tem ubožnem času, tako bi se lahko spraševal s komajda prikrojenim Hölderlinom. Čemu estetska beseda o presežnem v človeku sredi tega temnega časa vojn, genocidov v Palestini, v Ukrajini, klanja za svetovno oblast, postpandemije, uničevanja narave, globalnega profita, ki izrinja na rob družbenega dogajanja in družbenega upoštevanja poezijo, literaturo, na rep človeških vrednot. Čemu? Tako se sprašuješ, potem pa prav v tem temnem, ubožnem času se zgodijo Velenje, Lirikon Fest, mednarodna Pretnarjeva nagrada. Svetli, sijoči čudeži v temini sveta. V začetku 80-ih let,
ko sem študentoval na Univerzi v Ljubljani, sem seveda spoznal tudi Toneta Pretnarja, takrat že uglednega verzologa. Bili smo seveda vsi navdušeni nad njegovo znanostjo, nad njegovo plemenitostjo in tedaj bi si nikoli več ne predstavljal, da bom kdaj morda deležen nagrade, ki bo žal nosila po njem ime, ki ga bo proslavljala, ki bo spregovarjala za naprej tudi še o tako plemenitem duhu in razgledanem slavistu. Toda Velenjska knjižna fundacija, predlagatelji mednarodne Pretnarjeve nagrade, sama komisija so se odločili drugače. Hvala jim, hvala vam. Hvala vam za izkazano čast. Počaščen sem seveda, da ste ne samo opazili, ampak tudi nagradili ta moj večdesetletni, kot je bil opisan, prevodni in tudi posredniški trud uveljavljanja slovenske poezije, slovenske literature in kulture in jezika v sosednjih kulturnih svetovih, še posebej v italijanskem, s katerim Slovenci žal v zgodovini nismo imeli vselej lahkega sožitja in lahkih stikov. Toda, če delimo danes z Italijani in z drugimi narodi skupni evropski dom, če smo si ne več Prešernovi vragi, ampak samo še sosedje, mejaki, potem to zagotovo ni samo zasluga politike, državnosti, evropskosti, ampak tudi in predvsem po mojem skromnem mnenju kulture, literature in zakaj ne za drobec vsaj tudi Pretnarjevskega literarnega ambasadorstva, diplomacije poezije. S Hezijodom zato hvaležno kličem seveda Velenju, mednarodni Pretnarjevi nagradi, Lirikom festu in sploh vsem vam, erga kaj hemeraj, dela in dneve, še novih dni, novih izvedb in seveda bodočnosti, prihodnosti. Bodite še dolgo, dolgo in še dlje svetli, sijoči čudeži poezije v tamini sveta. K besedi oziroma glasbenemu pozdravu z dvema skladbama pa sedaj vabim violinistko Ingo Ulokina in muzikologinjo, skladateljico in pianistko Olgo Ulokina, vrhunski akademski glasbenici ruskih korenin iz Sankt Petersburga, ki že več desetletij živita, umetniško ustvarjata in poučujeta v Sloveniji.
Hvala Ingi in Olgi Ulokina za žlahtno violinsko glasbeni pozdrav. Prišli smo do vrhunca akademije, 19. podelitve osrednje Lirikon Festove književne nagrade, Velenica, čaša nesmrtnosti 2024. Za vrhunski 10-letni pesniški opus za odrasle v 21. stoletju, ki pomembno zaznamuje novejšo slovensko umetniško literaturo. Za vse slovensko književno nagrado, ki je tudi letos denarna in znaša 5000 evrov, je Lirikon Festov umetniško-strokovni sosvet izmed izhodiščno 21 širše nominiranih za dvoletno obdobje 2024-2025 ože nominiral 7 vrhunskih slovenskih pesnikov in pesnic. To so Cvetka Bevc, Mari Čuk, Borut Gombač, Aleš Jelenko, Matej Krajnc, Cvetka Lipuš in Anja Zak Golob. Nominirani ostanejo kandidati za nagrado tudi prihodnje leto. Komu pa je anonimni 7-članski strokovno-umetniški sosvet namenil Velenico, čašo nesmrtnosti letos, nam bosta razkrila vodja Lirikon Festa Ivo Stropnik in strokovna sodelavka Velenjske knjižne fundacije Pija Pogorelčnik. Brez župana ne bo šlo, ker ste slišali, da je nagrada denarna, pa tudi predsednice te ustanove ne bo šlo, ker pač tako je in jo vabim, da prijete sem, da naredite to častno dejanje. Uspeva nam že nekaj let, da tudi opuse nagradimo. Tistih 6 bo itak potem se izilo name, ampak nisem jaz kriv, zato bom zdaj namočil kolegico Pijo, da pove, kdo je ta, ki je prepričal 7-članski anonimni sosvet, anonimni je pa zato, da ga potem ni mogoče zlobirati. Pija, prosim, če poveš, kdo je to, mislim, da piše nekje. Zakaj imaš pa 2? Še ima drugo. Skratka, zgodilo se je v 19 letih, da sosvet, žirija ni bila enotna, da sta dobila 2 ali 2 enako število glasov. Šel bom po abecedi. Borut Gombač in Matej Krajnc. Matej Krajnc je najprej prvinski pesnik, tisti, ki poezijo ustvarja skupaj z glasbo. V davnih časih so takim pravili liriki, ker so sabo nosili glasbilo liro, s katero so si pomagali prepevati ali recitirati svoje pesmi. V današnjem času, ko redko kdo še igra liro, bi jih morda lahko poimenovali skitariki, klaviriki in še kakšno glasbilo bi se našlo, ki ga uporabljajo kantavtorji za uglasbitev svoje poezije. Torej, Matej Krajnc je kantavtor, pa tudi pesnik brez glasbe. O tem pričajo tudi njegove številne pesniške zbirke. Kot navdušenec nad ameriško kantavtorsko sceno in prevajalec se je srečal tudi z bitniško poezijo in jo uvedel tudi v svoje pesmi z izvirno metaforiko preneseno v naše okolje in sproščenimi verzi, polni izvirnih ironičnih namigov, naprimer v trilogiji Maribor, Celje, Ljubljana in korespondenco z različnimi znanimi ustvarjalci sedanjosti in preteklosti. Matej Krajnc ustvarja svoj vrsten dnevnik skozi verze, ki se dotikajo našega časa in prostora na vrhunski način. Tako skozi zbirke pesmi kot albume uglasbljene poezije.
Ta svojevrstna originalna drža Kranjčeve poezije, izkazana z vrhunskim 10-letnim opusom za odrasle v 21. stoletju, si nedvomno zasluži književno nagrado Velenica Čaša nesmrtnosti 2024. Ja, Aškerc je bil ena mojih prvih ljubezni, pesniških, že čisto od zibovke skoraj, tako da sem vesel, da je ravno Čaša nesmrtnosti tole. Kar se pa drugih stvari tiče, pa ostajajo, kot je rekel Bob Dylan, zapisane v vetru. Hvala. Borut Gombač je pesnik, dramatik in pisatelj. Ko bralec odpira vrata njegovih pesniških besed, se mu razpirajo zelo raznolika referenčna polja, ki z izvirnimi prehodi presenečajo zanimivimi miselnimi zasuki in podobami. Ob tem pesmi prehajajo iz narativne strategije v kratke, skorajda haiku pasuse in kdaj tudi v ritmično rimano poezijo. Hitro menjavanje planov, suspens in presenečenje so ob inovativnem besedišču bistvene prednosti te poezije. Na videz nepomembna vsakdanjost nosi v sebi potencial skrivnega, nevsakdanjega in posebnega. Eksistencialne razsežnosti te poezije zaznamujajo trenutki, ki prehajajo iz realnega v domišljijski, kreativni in imaginarni svet. V miselnih igrah so sanjske podobe in bazeni življenja, kot v eni od pesmi zapiše avtor. Estetske zakonitosti Gombačeve poezije so besedne in miselne igre v atmosferi, ki daje občutek nadčastnega na meji med preteklostjo in sedanjostjo v polju nezavednega, pa vendar tudi povsem tu, v tem svetu, v tem življenju. V intenziviranju trenutka, ki lahko postane večnost, se pesmi dogajajo med enim in drugim, v zavedanju, da je jaz vedno tudi drugi. Ta drugi pa v Gombačevi poeziji suvereno prehaja od pesnika k izkušenemu bralcu. Hvala. Tale je sicer iz zbirke za mlade, ampak upam, da dovolj univerzalna. Prostorček in minutka. Minutki je drobno peščeno srce tako razsipno utripalo, da bi prostorčku skoraj ušesa zasipalo. In bi gotovo oba oglošela, če se ne bi še v istem trenutku objela. Hvala. Iskrene čestitke dobitnikoma 19. Velenice Čaše nesmrtnosti za vrhunski 10-letni pesniški opus za odrasle v 21. stoletju, ki jo bo v gaju poezije Velenje ob Velenskem Škalskem jezeru pospremilo tudi laureatoma posvečeno visoko rastoče drevo. To bo udejanjeno letos do jeseni, ker nam te dni vremenske razmere žal tega dejanja ne omogočajo. Moram dodati, preden bojo Peter Andrej zaključili in vam naredili še en glasbeni poklon. Ne, da smo vam v Velenju posadili samo visoko rastoče drevo, to je že posajeno, certifikat imate, tako da spoštujte Velenje, lepo govorite o njem. Pa še nekaj vem, ko ste prišli noter, ste tam videli neko gradico, neke rože ven rasejo, bolj za moške, to, ko se ne spoznamo na to. To so tole sadike, ki jih je vzgojil naš častni rojak, akademik Matjaž Kmecl. Slovenci imamo dve vrtnici,
Prešeren in pa Trubar, obe je vzgojil, kako se to reče, vzredil, častni občan, tudi prijateljev nagrajenec. In vam dajemo iz Velenja tudi z njegovim pozdravom neko poslanstvo za nagrado, da to vrtnico nekam posadite, če ne pa k sosedo, če ste v bloku, pa ne vas spominja na Velenje, na ta dogodek, prav? Dobro. Pa naj bodo vremenske razmere prave. Ja, vremenske razmere pa nam omogočajo glasbeni poklon laureatom 23. Lirikon Festa Velenje. Peter Andrej, Dejan Berdeni in Matjaž Dajčar, naj bo nocoj izbrana kantavtorska beseda vaša. Hvala, čestitke vsem nagrajencem, pa posebej še festivalu, ki se žilavo drži in take stvari omogoča že 23 let, če sem si prav zapomnil. In srečni simbiozi, ki jo gojite z občino, ki vam seveda stoji ob strani. Zdaj pa sledijo mogoče malo bolj avtorski komadi moji. Ker smo Slovenci tako zaznamovani z dvojino, nisem mogel, da si ne bi izmislil besede dežujva. Boga, kot sva plula, jaz in ti, dva oblaka daleč, daleč od ljudi. Mene nosi vroči veter, tebe mokrival, daj mi roko, hladen astral. Spodaj zeva suha reka in razpoka vse glasneje poka. Svet počasi zogleneva in nihče ne more čez. Ne ogenj ognju, ne voda k vodi, ne usta k ustom, ne ti k meni. Daj mi roko, pridi, greva čez. In dežujva v suha usta prašnih cest, v žrjavico oči zajastega velemesta. Dežujva v nepopisano puščavo, na rjo, ki med regratom cveti, na kožo in na veke. Že prihajajo titani, slišim njihov smeh. Daj mi roko, pridi, greva čez. In dežujva, škropotajva po listih osata, po starih zbledelih pročeljih, po avenijah, kjer neon spi. Na dežnika zaljubljencev, na kruh, ki diši iz pekarn. Dežujva. In ko ne najdem več do tebe in ti ne prideš mi naproti,
na iz presušenih usnic ogenj šepne vsaj besedo. Dežujeva vse dni in oči brez prestanka, do zadnje srage se izliva in pustujeva zadnjo kapljo v svet. Naj se prepoji do dna, glej noč nastavlja svojo dlan, da na njej se zlijeva mi dva. Hvala. Hvala. Svetlava Avgusta prišla je vame. Prišla je vame z večernimi očmi, v ritmu valujočih bokov. Bil sem školjka njenih zvokov na razjedenem pomolu. Šla je čez sipine spomina, šla čez usnice terana, silno slano plimo časa in mi pljusnila v srce. Iza temno modrih vek, v poljubu morja in neba, svetlava Avgusta se v valih igra in šepeta. Čutiš veter, veter, ki se vrača iz divjine, veter, ki v savani levom mrši kriven. Čutiš veter, veter, ki se ptice med oblake, veter, ki žene vale gorne vroče skale. Čutiš jezik vode na podplatih, ker sva plesala in pisala stopinje ljubeznivih pisem v mokri pesek. Čutiš morje, kako ljubosumno briše in zagrinja vase vse, kar sva mu z dna ukradla. Dokler ne ostaneta v bregu lesov in svetlova in midva zaspana in slana kristala. Čutiš veter, veter, ki se vrača iz divjine, veter, ki v savani levom mrši kriven. Čutiš veter, veter, ki poljublja morski list, veter, ki žene vale gor na vroče skale. Čutiš veter, veter, ki poljublja cvetne liste, veter,
ki vse izbriše in zavedno zgine. Hvala. Hvala.